Radijsko oddajo tudi vodiš še? Ne, to pa ne več. To si pa nehal? To sem pa v bistvu nehal, pa ne zato, ker bi hotel nehati, ampak vedno nekako po enih 2 letih mi je zelo malo dolgočasno rata, ne mi več tega izziva, pa zgleda, da mi je postal radio premali medij, da se rad tudi pokažem, ne samo, da se me sliš, ne. Da me je malo začel omejevati radijski medij, ne. Aha. Ja, da sem rabil televizijo. Ja, televizija je fajn, ja. Sicer potem, ko si starejši, vedno manj. Ampak, ko si pa mlad, je pa televizor, ja. Ti še vedno dobro zgledaš, veš? Hvala lepa, ne. Ja, lej, od 1 do 10, 7. Hvala. Slabo vidiš, veš, leče od treba kupati. Ja, na davči res ne vidim redno. Ja, to je to, kar precej daleč naraz, zato veste. Ja, gledalke in gledalci ima isto, seveda, takole komentiranje. Ampak drugače pa, veš, to sem malo razmišljal. Glede na to, da se zdaj v slovenski javnosti marsikaj dogaja, ti to sceno spremljaš, a ne, spremljaš pa tudi svetovno sceno. In kaj se ti zdi tukaj pri nas v Sloveniji najbolj tako res v Ibermim? Lej, veš, kaj me moti pri nas, če sem lahko iskren, ne? Moti me to, da vsi te kvazi wannabe zvezdniki so začeli po novem odžirati plac tistim, ki se res nekaj znajo, ne? Včasih je bilo to isto, ampak tisti, ki so res nekaj znali, so vse imeli možnost, zdaj pa te wannabe, če rečem tako, ne, so prišli pa tako davč in kar min vrste pridejo, ne. Spravi ne čako 10 let v vrsti, ta pa kar min pride in kar pride gor. Sam še za let ga ni več, ampak pride gor tok, da ti smo odzame, ki je čakal v vrsti lepo in se trudil. To me moti pri nas in to ne razumem te igre, zakaj tako, da dejansko se da porojen kar prek vrste skakati, ne. To se pravi, da se je prometna politika, ki jo poznamo pri nas, preselila tudi v mediji. Tako, ne. Ja, in če so ti v medijih pa ne bi nikoli počel takole. Če gledaš druge, kaj vse počnejo za to, da so not, tebi tega sicer ni treba, ker imaš dosti stvari zapovedati, pa pokazati, pa tudi tako mislim, da te ljudje radi poslušajo, pa spremljajo, ampak če se ne bi nikoli počel. Lej, recimo, dobil sem ponudbo na kmetijo Slavnih, ne, lansko leto in sem pač rekel ne, letos me pol za Big Brother niso poklicali za nalaž, ne, bom rekel, take stvari me, pa ne zdaj bi imel kaj proti tisti, ki so šli not, ne, ipak so, bom rekel, smo vsi iz iste juhe, če rečem tako, ampak pa ne da ne bi rabo, to je bilo pretenciozno reči, ne bi se hvalil, ampak tega ne bi, no. Ne bi bil nekje, veš, pa da te pol snemajo, pa ne veš, pa to, pa ono, pa da ti čisto svobodo vzamejo, razen če na koncu zmagaš. Ti si pa pol, ne vem, 100 000 evrov denarja, za tisti bi se pa tudi jaz v babo obleko po visokih petah hodil, ne. Za 100 000 evrov pa tudi to naredim, ne. Bi pa naredil. Ja, ampak v te šove, recimo, to mislim, da ne bi šel, razen če bi bil res tako finančno bogi, tako so bili verjetno te, ko so šli, bi pa rekel mogoče na koncu pogojno, ja, sam bi hodil pa imeti en lep honorar, ne. Drugače pa ne. Ja, težko je to. Pa Denijevih zvez ne bi vodil, ker nisem Deni, ne. Ne bi? Ne, ker nisem Deni. Ja, pa v bistvu bi lahko, veš, jaz sem zdaj to malo multipliciral, ne, že zadnje obdobje, zadnjih let je tako, da v bistvu je oddaja sama kot taka, ker je že pač toliko let na sporedu, neke vrste blagovna znamka. Pa ta deževalski del, no, to ne bi, ne. Ne bi šlo. To ne znam. To ne bi, ne. Ne, ne znam. Se včasih naporno, ampak je pa nekaj najlepšega, kar lahko je, veš. Vse včasih je to zoprno, prinese ta talent svoj preklic v sabo, ampak v večini primerov je pa lepo. Če bi jaz pravim tako, če bi jaz lahko samo vedeževal, ne, bi bilo to nekaj najlepšega, kar lahko počnem, ampak ker se moram v določenih fazah še s kakšno drugo stvari ukvarjati, je pa potem to malo težava. Še pel si nekoč, ne? To je pa tudi res, ja. In še pravi tekst sem prepeval. Tako da zdaj, če tako vzameš, marsikaj se ja takole dogaja v življenju. Kaj pa bi v mediju pa ti še počel, če smo bila že pri tem, da ne bi, če se ne bi, ne? Kaj pa bi še? Lej, v bistvu, če sem čisto iskren, ne če si poznal oddajo On Air, ki je bila na Charlie TV, ki ga zdaj v bistvu ni več, samo še spote rolajo. Ja, pa Efe. Efe, jaz pa Čin, smo bili pač res stari prci, so nam rekli, ampak so bili fenomenalna zadeva. Tako oddajo bi si še spet želel, če sem lahko iskren, ne? Sam žal pač šef te televizije ni to pošlihto najbolj finančno, ne? Tako da, Žan, če gledaš, to ni bilo v redu, ne? In to mi je žal, ne? To je bila neka tista, veš, sanska zadeva, ko bi rekel, lej, fajna ekipa, studio, program, 6 ur v živo, proste roke, vse, sam žal je prehitro konc, ne? To mi je žal. Če bi lahko bi eno tako res oddajo, ali pa na Info TV, to bi lahko eno oddajo imel, ne, to sem razmišljal, da lobiram malo zdaj, ne. Našega vrhovnega vprašati, moram reči, da naš vrhovni... Kje pa je, kaj je tule, kaj pokličemo, kaj? Zdaj ta moment ga ni na upravi, ja, ampak sem prepričan, ker je zelo dovzeten za novitete, pa če so te dobre, ni vrah, če nam zdaj lobiral, ne bom nikoli tule v živo, ne. No, to je to, ja. Ampak jaz še zmeraj mislim, da ti spadaš res na televizijo in da se tukaj noter še lahko marsikaj zanimivega pokaže. Nisem še povedal vsega, ne. Ja?
Pa mlajci še. To je res. Niti 50 še nimam, ne? Do tam je pa še daleč. Daleč. Kako pa, kje pa si nabiraš energijo? Kje si baterije filaš? V bistvu sem razmišljal zadnjič, da zdaj razlika med mano zdaj, pa ne vem, 20 let nazaj, samo v tem, še vedno sem sposoben biti vsak dan, če bi bilo treba do 6 zjutraj biti po konc, pa ne vem, noret, ne? Ampak rabim pa malo več spanja kot včasih. Včasih nisem rabil nič spanja, zdaj pa rabim malo več spanja. Samo to, se pravi, med spanjem si nafilam baterije, če rečem tako, drugače pa se mi zdi, da imam tako energije veliko od nekdaj, tudi za svoje leta gledam te mlade mulce, 20 let so že tako naveličani, pa tako brez energije, pa tako utrujeni vsi po vrsti, da si razmišljam, kaj bo, ko je tako stari kot jaz, ne? Da jaz to energijo, voljo, pozitivo, ne glede na karkoli, to pa nimam še težav, ne? Ja, dober si. Skratka, morava zdaj, veš, cajt nama je tako rekoč, šel je ura že 11, ja. Ampak, lej, vseeno prej, kot mi uvidiš iz studija, bova gledalkam in gledalcem povedala, torej, tvoj blog najdejo na Siolu, se pravi, lahko gredo na portal med bloge. Ali pa če kar na Google napiše isto Gartner, pride ven kar zadetek prvi, veš. Tako je prvi. Pa kaj je še tisto, na kar bi ti rad javnost opozoril? Ja, to, mislim, če imajo čas za to vdajo na VTV, ob Popcorn, zdaj ob sredah, ob 10:50, ampak na vsake 14 dni sem jasne. Drugo pa v končni fazi zdaj ta hip ne počnem, ne, bom rekel, to dvoje trudno je zelo aktualno, drugo pa, da bi kam koga povabo na kaj, to mi malo manjka, veš kaj mi manjka? Vodenje prireditev, to mi manjka, ne, če sem lahko iskren ob koncu, ne. Tega imam premalo. To mi je poleg televizije, tu sem tudi doma z mikrofonom v roki, z moderacijo za ljudi, tega mi malo manjka, ne. Tega je premalo. To poštimat. Kakšne so pa želje za letošnje leto? Želje za letošnje leto, ne? Da bi se svojo punco poročil že, ne? Bi bil že mogoče čas, ne? To pa pri teh letih že. Bi že bil čas, ne? Samo moramo še njo vprašati, veš? Ja. Moramo še njo vprašati, ne? Tam le kima, ja. Tam le kima. Drugač pa, veš, kaj bi rad? Rad bi, da, kak bi rekel, bil dobre volje čist skos. Evo, to si želim. Biti dobre volje čist skos. To je plan za letošnje leto. Da energijo imaš, sem jaz prepričan, da ti bo to tudi uspelo. Ja, Iztok, hvala lepa, ker si bil naš gost nocoj. Jaz upam, da takoj, ko se bo kakšna stvar zgodila, da se znova srečava, ali tukaj le pred kamero v studiu, ali pred intervizijsko kamero, skratka pred kamero in zadevo nekako sporočiva tudi po tej poti spet javnosti. Jaz sem za, ne? Ja, za sam konec pa še ena lepa misel. Lepa misel? Ja. Ne biti butli, če ni treba. Isto, Gartner, hvala lepa. Hvala tebi. Vam, spoštovane gledalke in dragi gledalci, ja, še vedno Modra soba, tam je Meta Malus, 09